lepo pozdravljena v novem videu, kjer bomo danes uresničili eno tako mojo skrito željo, oziroma željo, ki v meni raste že kar nekaj časa, ampak je zmeri toliko enih drugih stvari, da nikoli ne pride na vrsto. Zdaj, zakaj se gre, si v bistvu lahko razbrala že v naslovu tega videa. Zelo si želim testirati in sprobati Primarkova ličila. Vsakič, ko sem bila še v Gradcu, sem si jih vedno tako ogledovala, ampak je bilo toliko enih drugih in oblačil in prčkari, da sem rekla, bom že in tako vse do danes. Danes pa evo, glede na to, da imam ravno svežo frizurco, sem ravno kar od frizerja, sem si malo osvežila tole blond barvo, pa nakodrala, sem rekla, evo, idealno, da se lotam enega make-up tutoriala. Nima pa še nobenih ličil zdajle pri sebi, tako da bomo šle najprej v Primarkih kupiti. V mislih imam vse, torej od kakšnega pudra, do kakšne paletke za senčili, do kakšne šminke, bom videla, kaj imajo, ker dejansko toliko podrobno se nisem še nikoli spustila, kakor se imam namen danes. Pol prideva domov, ti pokažem en tak make-up haul naredim in v tretjem delu pa še testirava obstojnost, formulacijo in vse drugo. Tako da se ful veselim današnjega vloga / make-up tutoriala. Tako da evo, kar pejva, jaz oblečena sem že, evo na sebi imam tak bež topek, tole novo verižico, tak marmor vzorček in tole olivno krilo. Zdaj, če ti je znano, sem ga že imela v tistem prvem videospotu Lepotica, v enem kadru se pojavil, tako da evo, sem zrihtana in kar pejva. Pa da ne pozabim, jasno, torbica. Evo, jaz sem prispela, parkirala, zdaj sem tukaj v garažni hiši. Gremo v drugo. Zdaj grem pa tja dol naravnost. Bananica mi je odletela, ful so mi dobre tele, zadnje čase skozi. Oh my god, ta je ful lepa, tale barva, wow. Snima, evo, sam da pridem iza kamere, evo me, se pravičujem, ker ti bom Primark make-up haul takole pokazala. Situacija je takšna, da sem vse to enkrat že posnela, kjer sem bila pač zgor, direktno po shoppingu, ko sem zadevo montirala, sem ugotovila, da sem pač prenesla samo eno mapo, drugo pa pač ne, kjer je bil ta celoten haul. Tako da bom zdaj tole snemala še enkrat, sem bila zelo slabe volje, ampak retrogradni Merkur je, tako da aj kaj drugega za pričakovati. Tako da evo, imam pa še vedno, hvala Bogu, vrečko, sicer izdelke sem enkrat že odprla, ker sem jih pač že uporabila, ampak niti nima veze. Ti evo zdaj pokažem, kaj sem torej nabavila v Primarku. Evo, tole paletko, 10 evrov je bila, noter je 20 senčk, zelo lepi odtenki, tako da se res veselim testirati, kako se bojo obnesli tudi v praksi. Potem naslednjo zadevo, ki sem vzela, so umetne trepalnice, evo, tukajle jih imam. Zveš v tutorialu, kako so mi všeč, bile so 5,50 €, kar je v bistvu kar precej. Moje najljubše so od znamke Red Cherry in stanejo 5 evrov, pa tam ni lepila, kot ga tudi pač tukaj ni. Samo da Red Cherry je uveljavljena znamka, tale pa pač niti ne toliko, oziroma saj jaz še nisem slišala koga, da bi jih zelo pohvalil. Tako da se veselim testirati, kako se bojo obnesle v praksi. Potem seveda make-up tutoriala ni brez maskare. Malce sem bila razočarana nad njihovo ponudbo, ker sta bile maskare dejansko samo dve, pa nasploh nekako med celotnim, kako bi rekla, Primark izborom. Vem sicer, da Primark nekako ni njihova glavna prioriteta make-up, da so bolj specializirani za dodatke pa se pravi oblačila, ampak vseeno je bila izbira zelo majhna. Se mi zdi, da ko sem bila v Gradcu, da je bilo tam veliko več, pa ne vem, a je še vedno tam toliko bolj bogata izbira, ali ima pač v Ljubljani toliko malo stvari. Tako da evo, med maskarami sem lahko izbirala samo med dvemi, ena je bila s tole debelejšo krtačko in druga z malenkost tanjšo. Se mi zdi, da meni to bolj podaljša trepalnice, tako da sem zbrala evo tole, bila pa je 3 evre. A potem sem vzela en čopič, res me zanima, kako se bo obnesla Primarkovi čopiči v praksi. Evo, tale bo meni nekako prišel najbolj prav, tako da sem rekla, da najprej testiram tega. Stal je 2 evra, je pa v bistvu tako, 2 v enem, na tej strani se nanese puder, tekoča torej podlaga in na tej strani korektor. Potem sem
sem vzela še tak paket lip glossov, noter dobiš lip gloss, svinčnik in šilček, tukaj ga imam. Tudi pri lip glossih je tako v bistvu, da je bilo na izbiro samo kar nekaj svinčnikov v 4 različnih barvah, medtem ko šminkice pa samo 2, ne moreš verjeti, tako da res zelo skromna izbira, tako da sem potem vzela nek ta nude odtenek, ki sicer ne bi bil moj prvi izbor, ampak tako je. 4 evre stane za ta celoten set. In potem še zadnja stvar, korektorček, 3,5 evre, kar je mogoče primerljiva cena za nekako Catrice Essence. Je pa na tole kartačko, oziroma to, kako bi rekla, ta aplikatorček, neka ta klasična zadeva za korektor. Tako da, zdaj pa greva na sam tutorial. Ker so se mi nekateri videi izbrisali, nimam tudi tega dela, kjer nanesem prvi korak in sicer korektor. Ja, ampak nič hudega, ker imam pa ta del, kjer dejansko začnem komentirati primerkove ličila, tako da akcija. In tako, zdaj pa dajmo še pokomentirati, se pravi, tukaj sem ga nanesla, tukaj še vedno ne, mislim, da je tudi razlika očitna. Zdaj pa, kaj sem opazila, se bom kar podrobno spustila, da boste res čim več odnesle od tega v bistvu tutoriala. Zdaj, namen korektorja je prvotno, da prekrije temne podočnjake, tudi tukaj piše, da je za to nekako specializiran. In zdaj, če jaz primerjam to in to stran, ta je osvetljena, še vedno pa recimo tukaj, ne vem, kamera zdaj to pokaže ali ne, ampak seka ta modrina nekako ven, kar v bistvu pripisujem temu, da je korektor tako zelo šibek, torej nima neke zelo močne prekrivnosti. Je lepo osvetljiv ta predel, ampak da bi pa prekril podočnjak, tukaj mu pa žal ne moram dati točk, sicer je, ampak ne to, kot bi jaz želela. Zdaj pa nanesem mogoče še na tole drugo stran, da vidim, kako se bo obnesel tukaj, ampak zaenkrat tako. Moram pa pohvaliti čopič. Čopič mi je pa zelo všeč, recimo nič zaenkrat se ne nitka, to sicer itak pokaže čas, ali pa recimo, ko ga opereš, ko ga pač parkrat uporabljaš, ampak ti res prvi vtis, to imate cel čas v glavi, zato jaz nisem ničesar drugega še testirala, večkrat pravim, tako naprej, res tis first impression, je v redu. Torej, zelo lepo se je utapkal tudi tale stran, vidite, da si jaz malo pomagam, pozitivno presenečena. Glede na to, da rdečina ni bilo, da pudra ni bilo, da bronzerja ni bilo, greva midve zdajle kar na tole paletko. Zdaj pa razmišljam, kakšen look bi naredila, mogoče mečkam bolj na roza zlato, glede na to, da je dosti takih odtenkov. Pa bom za začetek dala tole, kako bi rekla, svetlo, tako nežno roza senčko, tale po vrsti, in jo nanesem tukaj v pregib svoje gube. Definitivno bi pohvala pigmentiranost, saj tele roza senčke. Pograbam tole svetlikajočo vijolično in jo nanesem tukaj na začetek veke. Zdaj pa pograbam tole ta prvo tako opečnato rdečo vijolično senčko in jo nanesem tako na začetek kot tudi na konc veke, medtem ko sredino pustim prazno, ker bomo potem nanesle pa tole svetlikajočo, kakšno je to, roza vijolično senčko. Zdaj, pigmentiranost ni slaba, me je presenetila, ampak imam občutek, da senčka sploh ne sodeluje s čopičem. Blendam, da bi naredila kar se da mehko linijo, ker samo tako lahko make-up na koncu izpade lep, ampak enostavno senčka ne sodeluje, noče se zabrisati, pa konc pa imam. Tegale Zoevin čopič 225, ki je zelo dober, sem tudi videla dosti reviewov in tudi prav eye blendiranju je namenjen, pa se ne zgodi nič. Tako da bom zdaj tole pustila, pa bomo na center veke nanesle še tole svetlikajočo, to roza senčko. Na predel pod obrvjo bom nanesla tole belo senčko, da mečkam sčistim ta celoten predel. Zdaj pa pejva na maskaro, ful že komaj čakam, da vidim, koliko bo podaljšala dejansko trepalnice. Zaenkrat tudi opazim, da jih tale maskara zelo lepo razčeše, torej zelo lepo vsaka stoji v svojo smer, kar je tudi zelo pozitivno. Vse, ki me redno spremljate in dobro poznate, veste, da so moja strast šminke, zato res zdajle komaj čakam, da preizkusim Primarkovo in to prvič. V bistvu tole gre za lip gloss v kombinaciji z svinčnikom, pa bom prvo nanesla tale svinčnik oziroma obrobla ustence. Čez pa grem zdaj še z telim lip glossom. Koliko lepo diši. Tako bom
rekla, lip gloss ni slab, zelo pozitivno presenečena, zelo v bistvu lepa, kremasta tekstura, tudi zdaj kaj par sekund minil, se je zelo lepo v bistvu posušila, ampak ne na mat, tako da v bistvu tudi, ko govorim, sicer čutim, da imam gor, ker malenkost je tista, kako bi rekla, popasta, hkrati pa ne preveč, čist nekako tako, kakor lip gloss že skoraj drugačne more biti. Edino, kar pa bi pokomentirala, pa je ta barva. Kot veste, jaz ne rada nosim take nude lip glosse, sicer zadnje čase jih rada, ampak ne v takem odtenku, ker se mi res zdi, da mi ne pašejo in s tako barvo se jaz ne počutim dobro. Če bi bila malenkost bolj rozasta, bi šlo čez stale, mi pa je tako občutek manj, da me naredi tako malo bolj bolno, recimo temu tako. In tudi zelo malo izbire imajo, tako da, ja, žal. Evo, sem se odločila, da vseeno, glede na to, da so ustice zdaj take nežne, učki taki močni, vseeno dodam še umetne trepalnice, da tukaj dobim še nek ta vtis, tako da jih evo dam kar dol. Glede na to, da ni bilo lepila, pa uporabljam tegale, ki je moj ves čas najljubši, in sicer od Dua. Evo, in še zadnji korak, malo bom lička poživila in sicer se bom kar znašla s tole paletko in tole prvo senčko, ki sem jo nanesla v pregib veke, pa tole malo bolj tako varelično. Se mi zdi, da sem zaradi tega svetlega korektorja kar taka malo bleda, pa tako, da si dodam malo barve. Evo, to je to. Zdaj pa pejmo vse skupaj malo pokomentirati, da vam nekako delim skupaj z vami prve vtise, čeprav sproti sem že, ampak nekako te moje zaključne misli in začnimo mogoče kar za korektorjem, ker to je bila tudi prva stvar, ki sem jo nanesla. Zdaj korektor, kot sem rekla, če imaš res tiste temne poročnjake, jaz jih recimo imam, pa vem, da je lahko sicer še huj, ampak zna biti enkrat boljš, drugič slabš. In mi je tole žal premalo, tako da tistim, ki imate res temne poročnjake, ne bi priporočala, medtem ko tiste, ki s tem težav nimate, pa želite samo malo osvetliti ta predel, pa mislim, da je v bistvu čist v redu. Za 3 evre pa v bistvu je nekje tudi esensov, kot risov, pa se bolj zažira v gube. Tako da tukaj ga moram kar pohvaliti, da ta v bistvu sicer se malenkost, ampak ne tako zelo, kot se znajo kakšni njegovi konkurenti. Tako da tukaj mu dam plus. Potem naslednjo, kar smo testirali, je tale paletka. Zdaj paletka imam tako, kar nekaj mnenj, tako pozitivnih kot negativnih. Pozitivno mnenje je definitivno to, da je, oziroma je celotna paleta zelo pigmentirana, kar me je res presenetilo. Ni mi všeč, ker ne sodeluje s štopičem, ker se enostavno ne zabrisuje. Bi pa pohvalila sploh tele šimraste senčke, ker se nič ne praši, torej podobna senčila v tem cenovnem recimo rangu, recimo Makeup Revolution je en tak, zelo velik senčke pade dol, ko jo ti naneseš tukaj. Mislim, da praktično ni bilo niti malo. Zdaj ne vem, sem jaz se toliko že izverzirala, da se mi to ne zgodi, ampak pač na ta prvi vtis mi ni nad senčke dol padal. Edino, kar mogoče pogrešam, je za ta denar ogledalo, ker 10 evrov je tam nekje taka srednja cena, sicer za tako paletko 20 senčk še vedno ugodna, ampak ogledalce bi bilo skoraj že lahko zraven. Potem naslednja je bila maskara, evo tukaj jo imamo. Zdaj maskaro za zgornje trepalnice super podaljša, naredi take goste, medtem ko spodne, ko sem dala še eno plast gor, so se začele take grudice delati, kar meni pač sploh ni všeč, tako da za spodne bi naslednjič uporabila neko drugo. Za trepalnice nisem povedala še čisto nič. So mi všeč, lepe, take zelo dramatične, za kakšen večerni look. Edino, kar bi se nekako takala, je, da tukaj na koncu so zelo take goste, take malo mače, ampak so malenkost nadol. In to pomeni, da v bistvu celoten pogled naredi malo bolj žalosten. Evo, če bi bile takole mečkam bolj nagor, bi bila Iva zelo vesela. Šminka pa sem v bistvu že povedala, kar sem imela. Meni sicer ta barva ni všeč, se mi zdi, da mi ne paše. Dobar, ajde, za tale močen look na učkah bi šla, ampak evo, zdaj že nekaj časa govorim, pa v bistvu je šminka oziroma lip gloss še vedno na mestu. Tako da nekako moje misli so pozitivne, niso slaba ličila. Evo tudi šopič, recimo, ko sem ga pozabila pokomentirati. Sicer ne vem, kako bi se obnesel, ko bi ga oprala, ko bi šle mucke dol, ampak res tisti prvi vtis,
tako, je za probat. Glede na to, da je cenovno dostopen, sem kar zadovoljna s svojim prvim testom. Bom sigurno še kaj testirala, pa magar na Instagramu sporočim, tako da ne bi pozabili slediti tudi tam. Evina Lepotinica je moje ime in ful bom vesela, če se naročiš na moj kanal, ker mi da to res eno tako še dodatno motivacijo, da snemam, tako da hvala vsaki. To je to, zapiš mi spodaj v komentar, kaj si zdaj od Primarkovih ličil testirala ti, če bi ti meni kaj priporočala, ali pa če imaš kakšno tako idejo, si videla kakšen tak izdelek, da želiš, da jaz probam. Imajo recimo zelo pestro izbiro mask, tako da mogoče kaj v tem stilu, ali pa pač kar si ti opazila, pa jaz nisem. In to je to, se gledamo naslednje video, ljubčki in čau!